Gost v studiu na Radio Fantasy v sodelovanju z Rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca. Tako dobra, da se ti zrola. In z Rolano bomo odplesali trenutno na parket celjskih rokometašev. V studiu namreč nisem več sama, z mano sta Gal in pa Uroš. Dobro jutro. Dobro jutro. Dej knežni fant. Dobro jutro. No, zdaj pa malo boljš. Bravo. Malo boljš pa je. Rad smo. Kaj recimo? Da si malo boljš, Ja, da malo se te bolj sem. čuje. Ja, evo, se bo mogla s govoril. Ne, odločen je bolj, ja, vidiš. Je lej, moramo biti, a veš, tako borbeni, tako v studiu, kakor pač tudi na igrišču, ne? Tako. Ker zdaj, draga moja fanta, vidva sta odigrala zadnjo pripravljalno tekmo z Ormožem. Tako. Za tiste, ki nismo bili na tekmi, kakšen je bil rezultat? Pa zmagali smo ene, kot 5, 6, 7 golov. 7. Na koncu, ja, nisem si jih. Ampak smo odigrali kar eno dobro tekmo, no. Sicer še imamo nekaj prostora za napredek, ne, tako kot vedno, ampak mislim, da gremo z enimi takimi dobrimi občutki na tole prvo prvenstveno tekmo v soboto proti Ivančni Gorici. V Ivančno Gorico greste. Ok, dajmo zdaj takle, občutki ob zmagi, ker pač meni se zdi, da je vsaka zmaga pomembna, poraz bi pa tudi mogel biti pomemben, ne da te dotovče, ampak da zrasteš in da se še bolj boriš. Ampak zdaj recimo tale zmaga z Ormožem je dobra popotnica za naprej? Odlična popotnica za naprej. Prvič smo nastopali tudi v polni zasedbi, tako da smo res videli, kje smo trenutno in mislim, da smo prikazali eno dobro predstavo, no. Tako da gremo z dobro popotnico v Ivančno Gorico. Zdaj Ivančna Gorica tekma bo, kdaj smo rekli? 7. Se pravi sobota ob 7 zvečer. Tako. Vsi navijači absolutno vabljeni, da pridete podpreti naše rokometaše. Me pa zanima ena stvar. Kaj lahko pričakujemo na igrišču v Ivančni Gorici? Mislim, zdaj, ker ste polna zasedba, spet, pa zmaga v žepu, ležarna igra ali bo še bolj borbena? Mislim, definitivno gremo v Ivančno Gorico po zmago. Mislim, da je to naš cilj in mislim, da tudi borba na igrišču ni sploh pod vprašajem, tako da lahko pričakujemo novi 2 točki in potem nadaljujemo sezono po zmagovalnem tiru. Opa, Uroš se je dobro naučil. Zelo, ja, veš. odlično. Mislim, priden fant. Sam še nekaj, ko sta prišla v studio, sta me namreč vprašala, in še kak si? Moj odgovor je bil v primerjavi z vama majhno. Ja, to pa res. Ker ima mene pol metra manj kot vidva. Koliko so recimo rokometaši Ivančne Gorice, so višji, nižji, imate kaj Mislim, da so podatkov? poprečju kar dosti nižji, no. Nižji, no pa še Ja. vzeli smo jim pivo, ta zdaj Ja. iz lani, ki je bil v bistvu Kradljivci. Ki mi je povprečje zelo- dvigoval. Ja, tako da Tako da so kar taka bolj nižja ekipa, no. Torej imate prednost v višini. Kako pa ste kaj čez poletje se ojačali? Pa jaz mislim, da vidiš, da si naredila, ko smo prišli noter. smo tudi na moči delali, tako da mislim, da glede tega nimamo nobenih skrbi. Ej, pa zdaj imate novo taktirko, mislim, kako je pa zdaj to? Ja, pač nek nov sistem spet. Rabili smo zdaj na začetku kar nekaj časa, no, da smo se mogoče navadili nekih in tudi prilagodili nekim spremembam. Sigurno še imamo kar nekaj dela na tem področju, ampak je nekaj novega, no. Pozitivno, negativno, ta nekaj novega, ker se veš, ponavadi, ko je nekaj novega, je prvo vsakmu nek cmok, pa greš recimo na prvi trening tak bolj. Pa ne, mislim, da je to, te spremembe so vedno neke take pozitivne mogoče, ker vedno nekaj novega doživiš, vidiš, ne. Tako da bo pa čas pokazal, kako bo pač vse to. Uroš, da mi nekaj povej. Gal je vedno tako zelo političen, ne, tako vedno lepo govori. Daj ga biksat. Daj mi povej, a se mogoče med sabo kaj zbadate, soigravci, si zakuhate kakšno, sploh recimo zdaj, ko imate novega trenerja, si mogoče tudi kdaj kako tako zavijete žogo? Mislim, vsi se zbadamo, definitivno. Mislim, da je to del vsake garderobe, tako se tudi gradi ekipa.
Tako da definitivno ni bojazni, da se tudi izven igrišča ne zbadamo. Na igrišču pa stojimo en za drugim, pomagamo si. Pa komovčke nastavljate. Tudi to je. To je del igre. Ne? Če ga ne boš ti na treningu, kaj bo pol na tekmi, kad te nasprotnik, tako da moraš biti na vse pripravljen in vse tepemo, vse imamo radi, so vsa čustva upletena. Vse tepemo, vse imamo radi. Ko se tučeta, se voli, bi po balkansko rekli, ne? Včasih. Torej, borbena igra, ki jo lahko vidimo ta vikend kje? V Ivančni Gorici, naslednji teden pa lahko to igro, našo čudovito, si ogledate že v dvorani Zlatorog, ker igramo prvo domačo tekmo prvenstva proti Škofji Loki. Okay, torej, naše fante lahko spremljate že to soboto v Ivančni Gorici in naslednji teden v domači dvorani Zlatorog. Tako da še enkrat hitro povabilo vsem našim poslušalcem. No, dajmo ga, bodi ga. Ja, valjda. Mogoče bi še izpostavil, da so še vedno v prodaji letne vstopnice. Okay. Vidiš, ta podatek mi je všel. Po precej ugodni ceni. In nas podpirate skozi celotno sezono na tribunah Zlatoroga. In zato prvič proti Škofji Loki naslednji teden ob 7. uri. Mislim, da. Ta podatek bomo še preverili, ker ga ni najbolj ziher. Pa da se imamo radi skupaj. Ne? Ja, pa da se imamo radi skupaj. Torej, že to soboto lahko navijamo vsi skupaj v Ivančni Gorici za naše fante. Proti Škofji Loki pa se borimo torej naslednji teden v dvorani Zlatorog. Vas bomo prešteli, če ste prišli vsi. Ne? Če boste prišli vsi, vseeno pa tudi v fanshopu so na voljo tudi šali, majčke, dresi, šalčke, rokavice. Vse imamo, vse. Vse imate. In pa seveda letne vstopnice za obisk rokometnih tekem naših rokometašev, seveda tudi še na voljo po ugodni ceni, kot je seveda rekel Gal. Zdaj pa fanta, bejšta na trening, ker jaz hočem v soboto imeti spet zmago v žepu. Super. Evo, beživa. No, evo, tako. Hvala za obisk, se pa seveda verjetno naslednji teden spet kaj ujamemo, ne? Upajmo, ne? Pa kakšno karto prnesta, da jo lahko podelimo. Zmenjeno. Evo. Fante, greste naprej na kavo in na trening, mi pa naprej s samimi dobrimi vibracijami. Gost v studiu